si mrtav na liva. Lep pozdrav. A da si prešao tudi. Pozdravljeni, pozdravljeni. Kipa je vaš Jagar. Jagar je pa.
Predragi tovariši, pozdravljeni v objemu narave. Danes začenjamo slovesnost tu na Navrškem vrhu v spomin na sestanek 6 domoljubov, ki so se 12. oktobra 1942 zbrali na tem mestu in ustanovili odbor Osvobodilne fronte naroda za področje Raven in okolice. Na spomeniku tukaj za nami piše: 12. oktobra 1942 so ravenski vžgali tukaj borbe Kres in les in bil je brat. Pa naj nam bo brat tudi danes. V imenu pripravljalnega odbora želim ob tej priliki pozdraviti vse navzoče. Še posebej pa župana občine Ravne, magistra Tomaža Rožena, predsednika območne organizacije Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnih vrednot Mežiške doline Stanislava Ovniča, slavnostnega govornika Ivana Vušnika, izvajalce kulturnega programa, pevke ženskega pevskega zbora Deteljica, kulturnega društva Prežihov Voranc in harmonikarja Miho Jamerja. Prav tako pozdravljamo tudi navzoče praporščake Zveze borcev in veteranov vojne za Slovenijo. Seveda pa pozdrav tudi vsem vam pohodnikom in domačinom in vsem, ki ste danes tukaj prisotni. Pa dajmo uvod prisluhniti naši pevski skupini Deteljica kulturnega društva Prežihov Voranc. Zapele nam bodo 2 pesmi. In prva je Po hribih jaz okrog blodim. Ter druga Stoji tam gori partizan. Po hribih jaz okrog blodim, od doma sem pregnan, ker ljubim v slovenski rod, postal sem partizan. Visoka gora, temni gozd, so partizanov dom. V njem svobode srečen dan, morda dočakal bom. Požgali so mi rojstni kraj, odgnali drage vse. Bog viče jih še videl bom, morda že v grobu spi. Al ena misel še živi, da narod staja spet. Na vzhodu zarja že žari, prihaja novi svet. Na vzhodu zarja že žari, prihaja novi svet.
tam gori partizan, ozira se vdaljavo, trdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo, trdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Še tujec pije našo kri, razdira dom družine, vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Stoji na gori partizan in kliče nam dolino, vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Napovedujem slavnostnega govornika Ivana Vušnika, donedavno predsednika območne organizacije Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnih vrednot Mežiške doline, sicer pa vnuka udeležencev ustanovnega sestanka, ki se ga danes spominjamo. Občinski organizaciji Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnih vrednot Ravne na Koroškem radi pritegnemo k izvedbi posameznih spominskih slovesnosti potomcev udeležencev narodno-osvobodilnih vrednot. Lani je tako na tem mestu govoril Janez Kotnik, pravnuk udeleženca Bena Kotnika. Danes pa dajemo besedo vnuku tovariša Antona Metarnika, tudi udeleženca ustanovnega sestanka. Tovariš Vušnik, imate besedo. Spoštovani, na današnji dan pred 71 leti so se v bližini tega mesta sestali zavedni krajani takratnega Guštana z okolico z namenom, da ustanovijo odbor Osvobodilne fronte za območje, ki je obsegalo Guštan z okolico in tudi del Kotl. Izmed 6 organizatorjev je bil na tem sestanku prisoten tudi moj ded Anton Metarnik. Odbor Osvobodilne fronte je bil ustanovljen zaradi nuje po organiziranem odporu proti okupatorju in predvsem za zaščito naroda, ki mu je bilo namenjeno uničenje. Takratne razmere v Mežiški dolini so bile izredno težke. Okupator je že takoj po zasedbi doline in še pred vdajo takratne kraljevine Jugoslavije začel z ostrimi ukrepi in zapiranju prvih prebivalcev. Le nekaj zatem so se julija 1941 že pričele izseljevanje teh prebivalcev. Po ustanovitvi Osvobodilne fronte 26. aprila 1941 v Ljubljani so se tudi pri nas na Prevaljah odzvali člani odporniške skupine, ki so pričeli zbirati orožje in se pripravljati za oborožen boj. Nameravali so minirati Štoparjev most in se potem umakniti na Pohorje, kjer naj bi se združili s tovariši iz Dravske doline. Zaradi izdaje naklep ni uspel. Okupator pa je ujel in zaprl 15 članov skupine, čez kratek čas pa še 12 članov. Odpeljani so bili v Begunje, kjer so jedro te skupine postrelili. Okupator je izvrševal izredno hudo politično in policijsko nasilje. Zapiranje, izseljevanje in zatiranje vsega, kar je bilo slovensko, je v dolini pustilo katastrofalne posledice. Vendar pa so s takim terorjem ozavestili večino prebivalstva, ki je dojela cilje okupatorja. Toda to nasilje je skoraj za leto dni zavrlo delovanje odporniških skupin. Osvobodilna fronta, kot vseljudska množična organizacija, je pridobivala na pomenu, saj so se ljudje v boju za svoj obstoj
in željo po oboroženem boju za svoje pravice in osvoboditvi svojega ozemlja ter poraz okupatorja vse bolj pridruževali partizanom. To in predvsem zaščita prebivalstva pred nasiljem okupatorja ter organizirati oborožen odpor so razlogi, da so se sestali naši predniki na tem kraju in ustanovili odbor Osvobodilne fronte. Naloge odbora so bile zapisane v programu Osvobodilne fronte in v Guštanju so jih dosledno izpolnjevali. Predvsem so bili v oporu partizanskim enotam pri njihovem delovanju na našem ozemlju, pri pridobivanju novih borcev, tudi tistih, ki jih je okupator namenil za služenje v svoji vojski, kakor tistih, ki so bili v okupatorjevo vojsko in mobilizirani na silo in so po prihodu na dopust v stiku z aktivisti Osvobodilne fronte in po njihovem navodilu odšli v partizane. Zlasti ponosni pa smo lahko na skrb odbora za ljudi, ki so bili preganjani ali so jim bili požgane hiše ali so bili kakorkoli težko prizadeti. Osvobodilna fronta je delovala v interesu ljudi. Njeni člani so bili različnih ideoloških in socialnih pripadnosti, družile pa so jih skupne naloge in skupni cilji. Zmaga je bila veličastna, žrtve ne bodo nikoli pozabljene. Želeli bi si, da bi bile vrednote in enotnost v narodu spet take, kot so bile tedaj, da bi se lahko izvili iz sedanjega težkega položaja. Tu ne gre opozarjati na tako imenovane strice iz ozadje, marveč bolj na botre iz ospredja, na kako sivo eminenco in celo velikega brata. Vsi ti so po osamosvojitvi zapovedali zakone, ki so omogočili krajo družbene lastnine. Obogateli so posamezniki, zatajil pa je človeški dejavnik, saj je bila večina ljudi potisnjena v skoraj nevzdržne razmere. Morda pa prihaja čas, ko se bodo vrednote Osvobodilne fronte in narodno-osvobodilnega boja ponovno začele uveljavljati. Hvala. Zahvala slavnostnemu govorniku, sedaj pa bi še položili venec in sicer v delegaciji. Župan občine Ravne, magistr Tomaž Rožen, današnji slavnostni govornik Ivan Vušnik in pa seveda eden od domačinov, povabimo letos gospoda, prosim, gospoda Miha pa še Žalostinko. Preden zaključimo, želi besedo tudi predsednik občinskega odbora Zveze borcev Ravne. Izvolite. Najprej naj izražim veselje, da se nas je kljub temu, da temu prazniku ni naklonjeno vreme, lani nas je močil dež in letos je samo nekoliko boljše, pa kljub temu se nas je zbralo lepo število in bi se jaz vsem za vašo navzočnost prav prisrčno zahvalil. Zahvaljujem se tudi izvajalcem kulturnega programa in zdaj, ko se bomo začeli poslavljati in pripravljati na odhod na drugo prizorišče, nadaljevanje današnjih slovesnosti, bo nam zaigral za razhod še naš današnji harmonikar Miha Jamar.
Morda nam vreme danes res ni naklonjeno, vendar nismo pozabili pogum partizanov, ki so se borili za nas. Morda je tudi leta 1942 deževalo kot danes, pa vendarle so stopili skupaj, kot smo danes tudi mi. Pa morda tudi današnji pogovori med nami obrodijo sadove. Prijetno druženje naprej. Hvala. Thank you.